Dober večer, ljubitelji lepe besede in ostale. Danes bi z vami rada govorila o potovanjih, saj sem zapisala nekoč: potovanje je, kot bi življenje leglo v posteljo s privlačnim tujcem in se podalo na ples. Vsaka pot, vsako mesto, vsak kraj prinese svoje rjuhe in mi jih sprejmemo kot neprecenljive dragulje. In veste, zakaj tako radi potujemo? Ker nas vsak vzdih, vsak pogled na novo telo spomni, da je svet lahko velik, a naša radovednost še večja. Aktualna beseda tedna pa ni povezana s potovanji, na katera se podaš sam. O ne, danes bomo govorili o prav posebni vrsti potovanja, ko se na pot podaš v kar največji skupini ljudi, katerih edina skupna lastnost je, da za letalske karte in nastanitev nihče ni plačal iz lastnega žepa. Takemu tipu potovanja po novem rečemo pohankovanje, po ministru Hanu, ki je svojo več kot 60-člansko dinastijo sekretarjev, pomočnikov, asistentov in prijateljskih poslovnežev pred kratkim peljal na državno pohankovanje po Kitajski. Po domače, takemu strokovnemu potepanju kdaj rečemo tudi vulgarno kar handranje. Ko pa ministri ali drugi funkcionarji službenemu potovanju dodajo še oglede naravnih znamenitosti, degustacije eksotičnih jedi in delanje selfijev v poslovnem razredu, pa dobimo odlomek iz moje nove knjige. Ob misli na prihajajoče dneve, na formalna srečanja in prefinjene poglede preko skodelic vročega čaja, je čutil, kako se v njem nekaj nežno prebuja. In čez noč, med oblaki, se mu je zdelo, kot da je že prestopil prag nove resničnosti. Resničnosti, v kateri je Kitajska obljubljala več kot le posel, več kot surovo moč, obljubljala mu je opojno skrivno pot do najglobljih želja. Ja, naš junak je na pragu zanimive dogodivščine, ali z drugo besedo hanvanture. Hanvantura pa ni nič drugega kot le še ena oblika pohankovanja, ki je bila naša nocujšnja beseda tedna.